Prvič, moja žena je zdravnica in sama piše tvite, tako da, ko boste imeli priliko, je lahko njo, kaj vprašate v zvezi s tem. Je pa seveda to temo, o kateri smo na dolgo in na široko govorili tudi na Svetu za nacionalno varnost. Zdaj, kakšna je bila odločitev, ste videli, je pa seveda to ukrep, ki za sabo potegne mnoge korake in veliko teh korakov smo danes tudi osvetlili. Tudi ukrep, ki za sabo potegne tudi zdravstvena tveganja, če se naredi tako, da ni pripravljen. Recimo, če bi ga sprejeli danes in bi to veljalo od jutri naprej, kam bi šli otroci? Šli bi k dedkom in babicam, se pravi k kategorijam, ki so najbolj izpostavljene. In vprašanje je, kakšna bi bila korist od tega. Se pravi, če se bo potrebno odločiti za ta ukrep, to pomeni, da bo veliko tistih, ki njihovih staršev ostalo doma, še posebej pri otrocih do 10 let, ker ne bo možno zagotoviti drugega varstva, da to za sabo potegne mnoge druge posledice in da je tukaj pač potrebno pretehtati samo učinkovitost. Je pa že jasno, da bo zelo verjetno podoben ukrep verjetno treba sprejeti vsaj za del Slovenije, če bo slika širjenja virusa šla v smer, ki se zdaj nakazuje. Ni pa nič gotovo in kot že rečeno, zaenkrat je neka druga vlada, ki opravlja tekoče posle. Tukaj so ministrstva, ki so odgovorna za to presojo. Jaz sem bil danes formalno na Svetu za nacionalno varnost v vlogi svetovalca.